Pozdravljeni. V naslednjem videu vam bom pokazal pošiljanje zaklenjenih plačilnih list po mailu. Zdaj, prvo, kar morate narediti, je, da temu delavcu, ko bo delal z gesli na plačilnih listih, morate določiti pristojnosti za to. In sicer v tem primeru izberete uporabnika. Na uporabniku greste pod pristojnosti, pa potem pod plača in imate na zavihku plača nastavljene gesla za plačne dokumente. Tu date stanje dovoljen in isto naredite tudi na kadrovski delavec. Na zavihku delavca si nastavite nastavljene gesle delavcem. Tule date dovoljen in pa gumb shrani. Program vam bo obvestil, da bo sprememba veljavna šele od naslednje prijave tega uporabnika v Calculus. Ker sem imel tole že nastavljeno, lahko gremo kar naprej. Naslednji korak je kadrovska delavec in je treba vsem delavcem nastaviti maile. Zdaj, če pogledamo tule pri nas, bomo dodali tule gor e-pošta. Imamo trenutno enega delavca, ko ima to nastavljeno. To je ta zadnji. Tole geslo se vpiše na delavca pod e-mail in internet. Tule mu vpišete mail naslov in na tega bo prijemal plačilno listo. Ko to nastavimo za vse uporabnike, gremo na nastavitve na klientu in spet pod plača ter najdemo tole možnost. Shranjevanje in pošiljanje plačilnih list več prejemnikov delavci. Zdaj, če pošiljate delodajalcu, je spodaj še ena možnost. V tem primeru pač dobi delodajalec potem skupno plačilno listo za vse zaposlene, ki izprinta. Na mojem primeru bom pokazal kar na delavcih. Tole si vklopite stanje nastavitve, zadeva e-sporočila si napišete plačilna lista, zraven lahko dodate tudi tale dva parametra, mesec pa leto, to vam bo potem kar sam prebral ven iz plačilne liste. Obkljukate si potrditev v branju pa v prijemu, če želite, in pa v primeru, da želite imeti zaklenjeno plačilno listo, uporabite tole, uporaba gesla za odpiranje dokumenta. E-naslov za pošiljanje vpišete tisti naslov, iz katerega naj bi šlo. Torej, če bo delavec dobil, bo tam verjetno dobil od računovodstva afna.normasoft.si. Zdaj, v tem mojem primeru je tule vpisan kar tale naslov, preko katerega bomo preizkušali. Spodaj si izberete besedilo, kar bo delavec dobil v tistem mailu, ko bo prejel še potem priponko za zaklenjeno plačilno listo, in načeloma je to vse. Isto nastavitev imate potem tudi za regres, nagrado dijakom, poslovno uspešnost in pa za odmero dopusta. Nas pa zanima tale zadnja možnost geslo. Kot smo že prej povedali, če ne boste nastavili pristojnosti na uporabniku, ne boste videli tega zadnjega zavihka. Zdaj, v mojem primeru sem si izbral, da bo za odklepanje plačilne liste uporabil kar davčno številko delavca. Torej, v tem primeru tule imam itak anonimizirane podatke, je to kar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In če gremo nazaj, možnost je tudi uporabiti naprimer mesec in leto plače regresa ali pa kombinacijo naključnih znakov. Zdaj, če se boste odločili za to, kombinacijo naključnih znakov, potem je treba na vsakemu delavcu, ki je bil že prej odprt, preden ste imeli to vklopljeno, ga je treba izbrati, pa iti potem pri njemu na podrobnosti. In na podrobnostih boste videli, imate tule možnost shranjevanja in pošiljanja plačnih dokumentov, geslo. Date plus, da mu ga program sam določi, ali pa mu ga vi vtipkate, kakor želite. In ko boste tole imeli, boste imeli možnost tudi ta gesla si seveda izpisati, zaradi tega, ker ne boste si zapomnili vsega na pamet. Greste tule pod izpisi in je zadnja opcija gor gesla za dostop do plačnih list. Pri tem vam izpišemo vse delavce in pa potem tisto geslo, ki je na delavcu nastavljeno. Lahko je isto, lahko se razlikuje, kakor si boste nastavili. Ampak še enkrat, v praksi se je pokazalo, da več kot 90% vsi pošiljajo kar na podlagi davčne številke delavca, ker to mora vsak poznati. No, zdaj pa, če se vrnemo na tele nastavitve, v našem primeru smo rekli davčno številko delavca.
Potem imamo pa še eno opcijo, in sicer shranjevanje plačilnih list na disk. To pa lahko uporabite, če se hočete prej prepričati, da ste res vse pravilno nastavili, si izvozite plačilno listo na disk in preverite, ne, če res odpre za tistim geslo, ki ste ga določili. No, potem pa gremo na plačo. Jaz imam tule eno plačo narejeno, in sicer samo za enim delavcu, tistim, katerega smo pač prej delali na njemu. In sicer bi rad zdaj tole poslal po mailu. Tule gor imate potem dva dodatna gumba. Eno je pošlji spise, drugo je shrani spise. Če bi izbral shrani spise, imam spet potem opcijo ali za delodajalca ali za delavce. Torej, hočem imeti plačilne liste za vsakega delavca posebej. Če tole izberem, bo program plačilno listo shranil. Če zdaj pogledam v nastavitve, jaz sem si tule nastavil, da mi shranjuje na C pa plače, ne. In če tale direktorij odprem, C plače, imam tule plačilno listo, se me je na sosednjem oknu odprla, moram temle potegniti, in zdaj tule je zaklenjeno z geslo, ne, če bi karkoli vpisal, nek naključen niz znakov in poskusil tole odpreti, mi program javi, da pač moram preveriti geslo. Če vpišem pravo, torej davčno številko delavca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi bo program plačilno listo tudi odprl. To je ena možnost. Zdaj, ko vidim, da vse v redu dela, lahko pa grem pa kar pošljem te plačilne liste vsem delavcem. V tem primeru imamo itak samo enega, ne. Gremo pod pošlji spise in izberemo pošlji spise plačilnih listov za delavce. Kliknete gor. Program bo skreiral poštno sporočilo, naredil bo aktivnost in ko bo zaključil, vam bo potem tule tudi napisal, koliko je bilo uspešno poslanih, ne. V tem primeru je bila to 1. Tule pod aktivnosti si lahko tudi pogledate, kaj vse je bilo poslano. Tole imam že odprejenih primerov, kar sem poskušal. In pa vedno boste imeli možnost pod pisarna sporočila, če izberem tule moje današnja sporočila, je to tista zadnja plačilna lista, ki je šla ven. Zdaj pa, če grem pogledat na moj mail, ker na tale mail je bilo poslano, tule bi mogel si verjetno osvežiti, a vidite, je že prišla, ne. Plačilna lista november 2022 in če kliknem gor, imam spet zaklenjeno plačilno listo. Če vnesem geslo, se mi ta plačilna lista odklene. In dejansko je to vse, ne. Zdaj, jaz priporočam, da prej pridobite soglasje od delavcev, da jim res lahko pošiljate plačilne liste na mail, da si nastavite tako, kar je bilo danes prikazano in v glavnem bi bilo to vse. Hvala za poslušanje.